Spoštovani, lepo pozdravljeni na redni tedenski novinarski konferenci Ministrstva za obrambo pred svetovnim dnevom civilne zaščite. 1. marec je v Republiki Sloveniji od leta 1992 dan civilne zaščite, zato bo poveljnik Srečko Šestan danes predstavil delovanje civilne zaščite v zelo zahtevnem letu 2021, ki ga je zaznamovala pandemija virusa COVID-19. Spoštovani poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Srečko Šestan, beseda je vaša. Hvala lepa. Pozdrav tudi z moje strani. Kot je tudi Metka povedala, v Sloveniji od leta 1992 vsak 1. marec praznujemo dan civilne zaščite. Ta dan je namenjen vsem prostovoljnim, poklicnim in pa tudi seveda pripadnikom reševalnih služb in sestavu združenim podržnikom civilne zaščite. Iz vrst prostovoljnega, poklicnega gasilstva ter drugih reševalnih služb, gorske, jamarske, potapljaške, Rdečega križa, skratka vsem strukturam, ki tako ali drugače nepoklicno ali pa poklicno izkazujejo pripravljenost pomagati se ljudem in so seveda vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je njihova pomoč potrebna. Za državljane je pomembno, da so strukture civilne zaščite v neprekinjeni pripravljenosti in da se ob potrebi aktivirajo in posredujejo, to pa zahteva tudi ustrezno organiziranost, opremljenost in pa seveda usposobljenost. Občutek varnosti, ki nam ponuja sistem zaščite in reševanja, v katerem sodeluje več kot 74.000 operativnih pripadnikov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, je za naše prebivalce zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami. V zadnjih 2 letih se je naše utečeno življenje dramatično spremenilo. V 2. in 3. valu epidemije, ki sta trajala od 19. oktobra 2020 pa do 15. junija 2021, je civilna zaščita zagotavljala podporo zdravstvenemu sistemu. Ob njihovi podhranjenosti so bolničarji ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije opravili več kot 31.000 ur dela. Logistična podpora civilne zaščite pa je omogočala, da je bilo izdanih več kot 4,5 milijone kosov različne opreme, tukaj seveda niso to maske, ampak druga oprema, in pa več kot 700.000 hitrih antigenskih testov. Aktivno je pri opravljanju nalog s področja zaščite, reševanja in pomoči sodelovalo več kot 282.000 pripadnikov zaščite, reševanja, sil zaščite, reševanja in pomoči, kar je bilo v povprečju 1176 na dan. No, tukaj seveda v teh 282.000 govorimo o reševalec dnevu, da ne bo pomote. Za lažje spopadanje z epidemijo so nam pomagale tudi donacije, navedem samo 2, ki smo jih dobili strani ZDA in pa se strani Združenih arabskih emiratov. Rezultat epidemije pa le ni imel samo negativen predznak. Z začetkom izvajanja projekta Rescue, s katerim smo vzpostavili skladiščenje strateških zalog osebne varovalne opreme, se je Slovenija uvrstila na evropski zemljevid 9 držav, ki imajo vzpostavljeno tako skladišče, ki kot pomemben segment služi usklajevanju, odzivanju in delovanju držav članic EU pri soočanju z resnimi čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami. Sočasno smo v letu kljub ukrepom z veliko mero odgovornosti uspešno izvedli tudi mednarodno praktično vajo SeaQuake 2020 s scenarijem rušilnega potresa v srednji Sloveniji, kjer je sodelovalo več 100 udeležencev iz različnih držav in sestavov civilne zaščite, policije, Slovenske vojske. Nenazadnje pa je bila ključna prioriteta na področju civilne zaščite prav krepitev odpornosti na naravne in druge nesreče, predvsem v luči izkušenj iz pandemije COVID-19. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, še posebej pa njegov odzivni del, se z nepredvidenimi dogodki sooča vsakodnevno. Tako je bilo v letu 2021 v Sloveniji 18.200 različnih dogodkov, od naravnih in drugih nesreč do nesreč v prometu, požarov, onesnaženj, nesreč z nevarnimi snovmi, najdb neeksplodiranih bojnih sredstev in številne drugi. Zaradi teh so bile več kot 24.000-krat aktivirane različne reševalne službe in enote za zaščito in reševanje. Od tega seveda naša največja sila, gasilci, skupno 23.000-krat, gorski reševalci 820-krat,
175krat pa enote z reševalnimi psi. Skupaj je na intervencijah sodelovalo okrog 150 000 reševalcev. Učinkovito delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je vitalnega pomena za varno in stabilno življenje državljank in državljanov. Priznanja civilne zaščite so podeljena za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Letos bo skupaj podeljenih 284 priznanj, od tega 132 bronastih, 82 srebrnih, 29 bronastih, tukaj je napaka, se opravičujem, 29 zlatih in pa 40 plaket, vključno seveda z plaketami, ki se jih podeli za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev in pa seveda edina nagrada, ki jo imamo v civilni zaščiti, je ekipe civilne zaščite. Vsem prejemnikom priznanj se zahvaljujem za njihovo predanost, zavzetost in dolgoletno delo v sistemu zaščite in reševanja. Hvala lepa. Gospod Srečko Šestan, iskrena hvala za to predstavitev. Preden dam besedo novinarjem za njihova vprašanja, vas novinarje prosim, da tisti, ki nameravate spremljati jutrišnjo slovesnost ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju, da se prijavite zaradi ukrepov povezanih s korono in sicer skladno z navodili, ki so objavljeni na portalu Gov, danes do 14. ure. Zdaj pa gremo na vaše vprašanja. Prvo vprašanje bo postavila novinarka STA, gospa Zupan, dajem vam besedo. Dober dan. Dober dan. Mene pa zanima, ste zdaj v luči te krize ukrajinsko-ruske, mogoče kakšne priprave začeli oziroma kakšne aktivnosti? Ja, lahko potrdim, da ja. Mislite predvsem na sprejem beguncev verjetno, pa nastanitev. Tukaj vodilno vlogo pri tem ima seveda Urad za integracijo in oskrbo migrantov. Civilna zaščita in pa naše strukture bomo pa seveda podprli in pomagali logistično po potrebi temu uradu, da bo stvar potekala čim bolj normalno. Hvala, še kakšno vprašanje? Povejte, gospa Zupan. Zanima me tudi to, se zdaj kaže, da bo to zdaj prva prioriteta vaša v primerjavi s tem, kar je bilo zadnje 2 leti, da zdaj mogoče preusmerjate pozornost v to drugo krizo. No, mi imamo prioritete vsak dan, ki nam jih narekuje narava in pa druge nesreče, ampak se strinjam z vami, da bo to verjetno zdaj, upam, da ne prevelika, ampak naša pomembna aktivnost. Hvala. Gremo k naslednjemu vprašanju Planet TV, gospod Petrovič. Se slišimo? Ja, slišimo, sem se moral še odmutirati zadevo. Če ostanemo pri tej tematiki, zdaj Slovenija je že poslala kar nekaj pomoči v smeri Ukrajine. Zdaj, če bomo pridobili tudi k nam te begunce, ki so na poti oziroma na begu iz države, kaj sploh lahko pričakujemo, morda kakšne izkušnje tudi z zadnjega begunskega vala, ko je bilo to kar en obsežen projekt logistično, vi boste vam nudili podporo, kje bo morda največ problemov, največ zapletov? Ja, hvala za vprašanje. Kot sem prej tudi rekel, vodilno vlogo tukaj ima Urad za migracije, še skrajšam njegovo ime, ampak jaz ne pričakujem takega tipa, bom rekel, vala, kot je bil. Upam, da ne bo šlo za 10 000 dnevno, ampak bo šlo za določeno število ljudi, ki jih bodo zaprosili ali pa želeli neko mednarodno zaščito. In verjamem, da z vsemi napori in vsi skupaj
Danes ob 10. smo imeli že drugi koordinacijski sestanek pri državnemu sekretarju Mahniču, da bomo to stvar učinkovito peljali naprej. Še kakšno vprašanje? Ni? Dobro, potem s tem končujemo današnjo novinarsko konferenco. Iskrena hvala, gospod Srečko Šestan, pa tudi vam novinarjem. Se vidimo jutri.